Lep pozdrav, ljubitelice in ljubitelji nogometa. 6. krog prve lige Telemach zaključujemo v Domžalah, kjer bosta torej sklepno dejanje tega kroga odigrala Radomlje in Bravo. Na dolgi rok, ko pogledujemo proti koncu sezone, je tole dvoboj dveh kandidatov v boju za obstanek. Žoga potem proti Stankoviču, toda tule bo Hrvoj opravil, z njim pa ne prav dobro. Kavčič v kazenski prostor in gol! Kakšen začetek tekme, prva minuta, Gašper Trdin po četrti asistenci Matije Kavčiča v tej sezoni. Kakšen začetek, Brava, drugi gol Trdina, tudi prvega v tej sezoni je dosegel na tem stadionu, ampak proti Domžalam za remi 1-1, Aleš Arnol pa zadovoljen, da bolj ne bi mogel biti. Podjetno je začel Bravo tole tekmo. Jazbec proti Hrvoju. Napaka Jazbeca, Poplatnik gre 1-1 z Bašem, Matej Poplatnik, Poplatnik, še tole priložnost za Bravo, ni zadetka, ampak tule se res zdi, da je Baš potem povlekel Poplatnika, ko je ta žogo nekako spravil mimo njega. Povsem v skladu s pričakovanji bo zdaj Bubek sam pogledal situacijo. Udaril Poplatnika, dovolj za 11 metrovko. Iz oči v oči z Luko Bašem, Poplatnik, zelo suvereno. Bravo vodi z 2-0 in tole je začetek tekme kot iz nočne more za Radomljane. Tretji gol v sezoni Mateja Poplatnika, opozarjal je nanj Oliver Bogatino, ampak tule so mu dobesedno na pladnju pripravili tole situacijo njegovi branilci. Katinič, mislim, da je bil tule Poplatnik v prepovedanem položaju, toda napad Brava gre dalje, tu je Stankovič, Stankovič ima priložnost, Stankovič mimo vrat. Landu neposredno proti vratom, Orbanič je imel kar nekaj dela. Posledično je potem seveda Kukovec povsem odrezan od igre. Šošič pa najbolj aktiven pri Radomljah v napadu. Šošič strelja, prečka. Obrambe Brava, ki pa je za zdaj nikakor ne najdejo oziroma ne izsilijo. To je zdaj Vokič. Krolo spušča za Markoviča, Markovič na Šošiča, gol! No, tole je zdaj impuls energije za Mlinarje. Najboljši posameznik danes pri domači zasedbi, pa je dosegel svoj prvi gol po vrnitvi v prvo ligo Telemach. Madžid Šošič tekmo vrača v življenje. 65. minuta, zdaj lepa hitra akcija Mlinarjev. Krolo je spustil žogo do Markoviča, ta je podal Korun. Krolo, a lepo zdaj tudi Krolo, ki se malce prebuja, še vedno Krolo, Krolo! Kakšen gol bi bil tole. Do nje je prišel Šošič. Ponuja se Markovič, Šošič sam nadaljuje akcijo. Gnjatič. Gnjatič zdaj s podajo pred vrata, spodrsnilo je Kukovcu, to da prečka. Šošič je pritekel na tole podajo pred vrata in pridejo do točke in so na nek način nagrajeni za recimo temu dobrih zadnjih 20-25 minut. Predtem je imel Bravo vse pod nadzorom. To je zdaj Hrvoj. Hrvoj pred vrata, priložnost za Radomlje. Nemanja Jakšič, iskrene čestitke za zmago, prav tako čestitke za vaš povratek v Bravo. Verjetno je bil odločilen začetek tekme, ko ste zelo hitro povedali z 2-0. Hvala, ja, strinjal bi se z vami, smo dobro odprli tekmo, 2-0, prvi polčas smo bili izuzetno dobri, drugi polčas je Radomlje krenulo v rizik, ko so dali gol, smo izdržali in res čestitke celi ekipi na 3 pike. Bili ste na klopi v pretekli tekmi proti Kopru, sedaj se je videla tista veliko bolj pozitivna energija. Delovalo je, kot da je Nemanje prinesel dodatno energijo v obrambo in da ste vsi nekako leteli po igrišče, sploh v prvem polčasu. Ja, hvala najlepše še enkrat, samo jaz se trudim, da pomagam ekipi, dajem vse od sebe za dobrobit tima in
upam, da nam bo šlo še tako naprej. Zdaj vas čaka Aluminij, ki je pokazal na začetku te sezone kar precej dobro formo. Kaj morda pričakovati sedaj po enem tednu? Pa fantastična so ekipa, igrajo super, pridejo kod nas na Žak, tako bomo igrali kot proti svaki ekipi na zmago, gremo dati sve od sebe, na koncu bomo videli. Dejan Vukić, najprej dobrodošlice po 5 letih v prvi slovenski nogometni ligi. Zelo hitro ste prišli v igro sredi prvega polčasa. Na to so Radomlje pritiskale v drugem polčasu, ampak na koncu vam ni uspelo priti vsaj do točke nov poraz. Kako ste videli vi tole tekmo? Ja, tako kot ste rekli. Mislim, da je bil najbolj pomemben ta začetek tekme, ko smo dobili 2 hitra gola. Potem smo se pobrali, bili boljši, mislim, da celo tekmo, ampak ni bilo dosti. Realen rezultat, po mojem mnenju, bi bil neodločeno. Ampak je, kar je. Moramo gledati naprej pa iti dalje. Vi ste zadnji novinec v ekipi, kako ste se vklopili v ekipo, koliko se vam zdi, da vas še manjka, da se date res tistih 100%, da začutite filozofijo trenerja? Ne, kar se tiče mene osebno, nisem še fit. Na maksimum se tudi videl na koncu, da me je malo zmanjkalo. Ampak mislim, da bo s tekmo boljš. Kar se pa tiče ekipe, mislim, da je v redu, mladi fantje. Tako da moramo imeti tekmo po tekmo pa nabirati pike. To je bila danes idealna priložnost, da povezati drugo zaporedno zmago. Ali pa vsaj, da ne izgubiš, ampak je, kar je, kot sem rekel, gledati na naslednjo tekmo in to je to. Oliver Bogatinov, trener Radomelj, tekma proti Bravu, 1-2. Če bi zbrisali prvih 10 minut tekme, bi bilo verjetno za vas lažje. Ja, bi se s tem tolažili, ampak nogomet se igra za zadetke in tu lahko samo čestitamo nasprotniku za današnje 3 točke. Kaj je bilo krivo na začetku, da ste dobili zares v prvi pa potem v 8 minuti 2 hitra gola? Popolnoma zanemarjanje, bom rekel, nekih obrambnih zadolžitev. Zdaj, kaj je razlog, bo potrebno še ugotoviti, ampak tako na hitro nek občutek lahkotnosti, nek občutek superiornosti, ki je lažen. Danes v naši prvi ligi vsak lahko vsakega premaga in če nismo 100% v vsaki situaciji, v vsakem duelu se zgodi to, kot se je nam, da smo v bistvu na nek način izgubili tekmo v prvih 5 minutah, glede na to, da je VAR potreboval 4 ali 5 minut, da je ocenil situacijo. Zelo hitro ste odreagirali, že v prvem polčasu, sredi prvega polčasa v igro poslali napadalnega vezista, iz igre vzeli osrednjega branilca. Kaj ste želeli s tem doseči? Malo zbuditi ekipo. Ni v moji navadi že 20 minuto menjati igralca, ampak mislim, da vseeno po menjavi je žoga lažje stekla, tudi boljše smo igrali. Vukić je dobil to minutažo, ni bil planiran za 70 minut, ker prihaja po neki dolgotrajni odsotnosti. Na koncu se je poznalo to, da ga malo zmanjkuje, ampak mislim, da na dolgi rok bo boljše. Je pa verjetno drugi polčas dober nastavek za naslednje tekme, sledi sedaj Rogaška, verjetno bo drugi polčas tisti, ki je vodilo za naprej. Upam, je pa res, da ko je ekipa v zaostanku, je popolnoma drugi nogomet, tudi malo več pustijo igrati. Bomo videli, ja. Je pa to, kar smo videli drugi polčas z naše strani, daje upanje in kaže na to, da mogoče lahko še kakšno točko osvojimo. Aleš Arnold, iskrene čestitke za zmago. Če primerjamo tisto tekmo v zadnjem krogu, ko ste igrali proti Kopru, je bila tale energija v Domžalah proti Radomljam povsem drugačna. Se strinjate z mano? Absolutno se strinjam, ja. In odgovorili smo tisto točko, ki smo si jo postavili kot temeljno, smo na njo odgovorili fantastično. Morda bi celo lahko v prvem polčasu ob vodstvu 2-0 tekmo praktično zaključili. Smo imeli še 2 res lepe priložnosti. Odličen prvi polčas, ogromno igre proti žogu, ogromno pritiska na nasprotnika, dovolj natančni v prehodih po odzeti žogi. V kontinuiranem napadu smo uspeli žogo spraviti pravi trenutek v globino, biti relativno nevarni. Tako da je pa res, da ko tako zgodaj zabiješ, nasprotnik nima kaj več izgubiti. Šli so zelo hitro v menjave, iskali igrive, tehnično
sposobne igralce in prevzemali ogromno rizika. In na ta način v bistvu uspeli pol v zaključku tekme, v zadnji tretjini tekme nas stisniti pred naš gol. Mi smo tukaj malo padli v aktivnosti, ampak moram pohvaliti tudi igralce s klopi, ki so bili tisti, ki so dvignili aktivnost in nas obdržali pri rezultatu, ki pomeni zmago. Tudi govorica telesa fantov je bila povsem druga kot proti Kopru. Delovalo je, da so zares popolnoma motivirani in potem tudi tiste druge žoge, zelo veliko obranih drugih žog z vaše strani. Je bilo kaj drugače v pripravi na tole tekmo kot predtem? Ja, potrebno je vedeti, da gre res za mlado ekipo, ne. Tudi danes, če pogledamo, gre za izredno mlado ekipo in igralci sezono dojemajo morda v določenem trenutku na drugačen način. Mi smo imeli po tej tekmi iskren pogovor, jaz ne želim, da bi Bravo se prevečkrat pokazal v takšni luči, kot smo se na tekmi proti Kopru, ampak tako, kot sem že večkrat poudaril, nekaj je igralcem povedati, obrazložiti, nekaj pa je, ali oni to zares sprejmejo in na igrišču to prikažejo. Tako da jaz sem izredno vesel zaradi tega in tudi zato verjamem, da smo na koncu v bistvu prišli do zmage in jo zaslužili, predvsem pa je zdaj na nas vseh skupaj v ekipi, da poskušamo čim več predstav ponoviti, takšnih, kot smo jo začeli v prvem polčasu, nadaljevali v prvem delu drugega. Obračun proti Aluminiju bo že v mesecu septembru, kar pomeni, da bo prestopni rok zaprt. Se bo zapisnik pri Bravu kaj v tistem spodnjem delu pri menjavah povečal? Ja, pa se veste, trenerji smo, trenerji bi vedno še kaj dodali, trenerji bi večjo širino rado imeli, če je možno, ampak tukaj z športnim direktorjem iz vodstvenem kluba dobro sodelujemo in želja je, da bi v bistvu že v naslednjem tednu se nam priključila še 2 igralca, ker moramo v bistvu dobiti malo večjo širino, je pa res, da smo zaenkrat kljub vsemu z kadrovanjem zadovoljni, ker fantje to potrebujejo na igrišču.